Spoštovana Ptuj.lix publika, naša serija intervjujev gre dalje. Z nami je kandidat Dejan Dokl. Ko smo bili ljudje naše generacije, tako bi rekel nekak začetek srednje šole pa to, si se sam sebi zdel car, če te je Dokl odzdravo, ptujski Schwarzenegger. Kako daleč vržeš danes kroglo, nam povej, pol pa greja na resne teme. Moram reči, da sem kar razočaran, ker sem pred kratkim se preizkusil in od te maksimalne dolžine, ki sem dosegal pri svojih 23 letih sicer, sem zdaj oddaljen 5 metrov, skoraj da 5 metrov. Je pa res, da enostavno mi zdaj služba ne dovoljuje, da bi se bolj ukvarjal z samim sabo, tako da verjamem pa, da kolikor bi se pa reaktiviral, bi znal biti ponovno zelo uspešen. Bomo pa šli tako. Sedaj si se aktiviral nekako v javnem političnem življenju. Kaj so tvoji motivi in kaj bi za Ptuj pomenil župan Dokl? Ja, moji motivi so dejansko to, da Ptuj zaživi. Moram reči, da sem v svojih najstniških letih se na Ptuju dobro počutil. Zdaj imam občutek, da Ptuj vegetira. In to bi želel spremeniti. To je dejansko ta motiv. Tudi nekako z tem, ko postajam starejši, opažam seveda druge ljudi okrog sebe, ki so tudi postali starejši, ti, ko so bili že takrat v mojih letih. In enostavno ne vidim življenja v njih. Imam občutek, da so apatični in to bi želel spremeniti. Se pravi, ljudje, življenjska doba se podaljšuje, ljudje bomo živeli dlje, živimo dlje statistično in prav je, da tudi na zrela leta, ko bomo starejši, da kvalitetno živimo v tem mestu. Prej v našem pogovoru pred snemanjem smo omenjali, gremo kar na konkretno stvar, Šparove trgovine na Ptuju. Nekako so ugotovili, da pada promet, kar seveda tudi pomeni, da je padla kupna moč med ljudmi oziroma celo Ptujčani se izseljujejo. Kako se lotiti tega problema oziroma kako doseči, da pride en izmed teh velikanov dejansko v mestno jedro, ker bodimo odkriti, oživljanje mestnega jedra zahteva tudi ponudbo, po katero sedaj ljudje hodijo v nakupovalne centre. Ne moramo mestnega jedra oživiti s tem, da ga zapremo dol, je tako? Jaz sem prepričan, da bo katerikoli od teh velikih trgovcev prišel v mestno jedro, ko bo seveda mu kalkulacija pokazala, da se bo za njega to profitabilno. Da bo pogoji za to izpolnjeni, pa seveda moramo mestu vrniti življenje, se pravi frekvenco, ljudje se morajo gibati po mestu, da ne pretiravam. Ko bo mesto postalo kot mravljišče, bodo tudi trgovci sami želeli priti v mesto. Zdaj jih lahko iščemo in ne verjamem, da bi lahko našli kateregakoli drugega kot enega recimo domačina, pa če dam primer, mogoče trgovsko verigo Jager, bi mogoče zaradi tega, ker je domačin v bližnji okolici, zasedežen v bližnji okolici, se mogoče čist kot, bom rekel, kot Slovenec, kot patriot odločil, da pa vseeno poskusi v starem mestnem jedru postaviti trgovino in seveda z željo, da bo mestna oblast poskrbela za to, da mestno jedro zaživi, staro mestno jedro zaživi v upanju tudi določeno število mesecev preživeti z negativnim poslovnim izidom. Kasneje pa seveda, ko bi videl, da pa je to zaživelo oziroma koliko bi videl en smiseln plan, poslovni načrt, da bo mesto zaživelo, jaz verjamem, da bi se odločil za ta korak. Dobro, to je bil naš prvi del, se vidimo v drugem.